Zdaj pa tak, tole sporočilo mi je dalo boost, da povem nekaj, kar mi leži že dolgo na jeziku. A nisi cepljena? Prva stvar. Kaj da fakt tebe to briga? Za začetek? Ne, nisem zdaj nesramna. Sploh ne. Sam hočem vam povedati, to ni vaša stvar. Ker tudi jaz vas ne sprašujem, če ste cepljeni. Ker jaz ne delim ljudi na cepljene in necepljene. In še vedno spoštujem vsakega, ki se odloči, kakorkoli se odloči. Razmišljite svojo glavo, odločate se zase in ne za druge. To je tako, da bi me na cesti spraševali, a imaš menstruacijo? Ali pa, a si na kontracepciji? It's none of your business. Druga stvar. Če sem cepljena, pa ne moram fasati virusa ali kako. Jaz sem se zaradi tega 3 dni nazaj v eni situaciji kar razhudla, ker dejansko vidim, da sem mogoče celo preveč odgovorna, ne? Ker nekateri ljudje mislijo, da te cepivo zaščiti in da ne moreš stvari naprej prenašati. Jaz sem predvsem odgovorna, dragi moji. Odgovorna. In ja, testiram se. Vsakih 48 ur in če bo treba, vsak dan. Ok? Tako. In še vedno, na mojem profilu se ne bomo delili na P, C, T, ne bomo klele huiskali ne na eno, ne drugo stran, ampak ne bomo se niti spraševali, kako pa kaj je s tem in se džadžali. To je moj peskovnik in to, ki so moja pravila. Wow, my inbox is on fire. Hvala za vašo podporo, ampak, dragi moji, nisem z vami delila tega zato, ker bi mene gospodična Maja prizadela. Verjemite mi, s takšnimi opaskami živim zadnjih 19 let. Človek se vsega navad in imam trdo kožo. Moj message je bil bolj, da ni okej, da je prišlo do delitev. Ni okej, da je prišlo do nestrpnosti, do sovraštva, ker morate nekaj vedeti. Če je narod enoten, je močen. Če je pa razdrobljen, deljen, pa vemo, kaj se zgodi. Da se ga manipulira, da se ga ustrahovati. Zato je bil ta moj message, da ne bodite taki kot gospodična Maja, ne bodite sovražni. Samo to vam polagam na srce.